Mati je zaupala varuški svojo 4-mesečno deklico. Nekaj ur kasneje je našla svojo dojenčico, prekrito z modricami. Resnično ne morem razumeti, zakaj bi to naredila moji dojenčici. Kmalu so preiskovalci odkrili zaskrbljujoče dokaze, da varuška tisto noč nikakor ni bila sposobna skrbeti za otroka. Ali je mogoče, da so se zgodile še kakšne druge nesreče? Lahko bi se. Bila sem očitno popolnoma pijana, ampak ne vem. Se lahko spomniš? Česarkoli, se česa spomniš? To je znotraj zločina, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Elizabeta Milner. Zgodba varuške se je nenehno spreminjala. Najprej je trdila, da je dojenček padel, nato pa je rekla, da se sploh ne spomni, kaj se je zgodilo. Ko pa so preiskovalci preiskali dom, je tisto, kar so našli v smeteh, povedalo povsem drugačno zgodbo. 21. julij 2024. Smo v mestu Reed City v Michiganu, mestu, ki je nekaj več kot uro vožnje severno od Grand Rapidsa. Po podatkih policijske uprave Reed City je okoli 2. ure zjutraj v dispečerski center je prišel klic na številko 911. Klicateljica pove, da njen 4-mesečni dojenček ne diha in da je prekrita z modricami. Potrebujem, da policija takoj pride na moj dom, prosim. Kaj za vraga delaš mojemu dojenčku, stari? Potrebujem policijo. Nekdo, kakšen je naslov? Grem domov, da vzamem svojo hčerko. V redu, ali potrebuje nujno medicinsko pomoč? Ja, takoj. Prosim, pohitite. 120. Kako vam je ime? Da. 120. Moje ime je Amber McCall, to je moja hči, stara je 4 mesece. Brate, moraš... Brate, koliko je stara? Stara je 4 mesece, lahko prosim pohitite. Zakaj je naredila mojo? Prav? Kaj? Ali diha? Ja. Ja, diha, ampak komaj diha. V redu, kaj se je zgodilo? Veš? Jaz? Ne vem, nimam pojma, pravkar sem prišla domov iz službe, ona bi morala paziti na mojega otroka, crkala sem na vrata in bila je čisto brez zavesti. Kaj je narobe s tabo, zakaj so luči takšne, kaj počneš? Gospa, počakajte, poklicala bom nujno medicinsko pomoč, prav? Zato ne odložite, prav? Ja, prosim, pohitite. Lokalni mediji so razkrili, da je ime 4 mesece starega dojenčka Renzi McCall. Morali so jo hitro odpeljati v bolnišnico. In po sodnih dokumentih so bile njene poškodbe hude. Pri samo 4 mesecih je imela Renzi obsežne podplutbe na glavi, obrazu in po levi nogi. Imela je tudi manjše podplutbe po telesu in odrgnine na hrbtu. Preiskovalci pravijo, da so to le nekatere od njenih poškodb. Po zdravnikovih besedah je videti, da ima ena od njenih zenic razširjeno in to je približno vse, kar imam. Torej mislijo, da je bila dojenčica precej pretepena. Po besedah mame, kar mi je povedala zadaj v rešilcu, je bila dojenčica v redu, ko je šla v službo. Ko je prišla domov, je dojenčica komaj dihala. Dojenčica je normalno dihala, ko sem jo dvignil. V redu. Njegovo dihanje je bilo precej hitro, ni se odzival, ne vem, ali je bil on ali ona, zdaj se ne morem spomniti. Srčni utrip je bil precej hiter, dihanje je bilo precej hitro, kar je normalno za 4-mesečnega otroka, zelo letargičen, zelo topel. To je bila edina prava ocena, ki sem jo naredil, bili smo tik za vogalom, tako da... V redu. Prihajamo sem, ker ne ostajam in se ne igram z otroki v ekipi. Ja, v redu je. Poskrbujejo otroka, verjetno ga bomo odpeljali v Grand Rapids. Ampak kot sem rekel, slišal sem, da je zdravnik omenil možno razširjeno zenico, ampak je v redu, glava deluje. Kar precej podplut v predelu obraza, to je približno vse, kar imam za vas. Uradniki se pogovarjajo z Renzijevo mamo Amber McCall. Po besedah Amber je pustila Renzija v varstvu svojega partnerja, Savan Miller, medtem ko je šla v službo. Poklicala je Savano, a se ni oglašala na telefon. Ko je prišla do stanovanja, je trkala po vratih in oknih, da bi pritegnila Savanino pozornost. Amber pravi, da je bilo nekaj narobe, ko se je Savana končno zbudila. Imela je prazen pogled na obrazu, vendar se ni premaknila ali naredila ničesar. Ko sem prišla domov, je bila takšna, sploh ni bila odzivna, ko sem jo poskušala spraviti k sebi. Veš, trkala sem po oknu, ni hotela odgovoriti. Ren je ugasnila njen televizor, jaz pa sem trkala po oknu. In zgenala je odsotno. Tudi ko je spala, je bilo, kot da me ni tam. Ampak pustila sem svoje hčerke pri njej v njeni sobi. Nihče drug ne pazi na njo. V redu. Ko sem prišla, je bila čisto zadeta. V redu. Kaj? Zdaj govorim resnico. Torej, če je ona, lahko prosim nekdo gre do nje ali kaj podobnega. Ker oni nimajo pojma, kaj se dogaja. Zame. Rekel si, da ne bi odprla vrat. Ne, kot da ne bi. Klical sem jo, preden sem odšel in mi odgovarjala, čeprav sem jo ves čas klical. Ni hotela odgovoriti.
Tako sem obiskala njeno hišo, nisem pozvonila na druga vrata in ni odprla. Zato sem prosila prijateljico, ko sem bila še vedno pri vhodnih vratih v stavbi, naj potrka na okno, naj udari po oknu. Prijateljica mi je rekla: "Ej, ne gre ven, prihaja, ne odziva se." Potem sem šla tja ven in sva skupaj potrkali na okno, kot da je bila čisto iz sebe. Potem se je nekako prebudila in pogledala ven, s praznim pogledom v daljavo, ter je samo gledala skozi okno, ni se premaknila, ni naredila ničesar. In potem sva še naprej trkali in trkali in trkali, dokler ni premaknila roke. Tako počasi je vstajala, samo še naprej sva trkali, ona pa kot da sploh ni bila čisto pri sebi. In tvoja prijateljica je bila Hana. Ja, Hana, ona bi morala biti tukaj, ker je to je njen oče. Ja, Pogovarjali smo se s Hana, tik preden smo odšli. Ja, bila je... Ja, v redu. In torej tolčeš po oknu. Je bila Savana takrat v dnevni sobi? Ne, bila je v spalnici, spalnica, tukaj smo po spalnici, sobi. Toliko smo po spalnici. Kje je bila? Kje je bil vaš otrok? V posteli z njo, v njeni stajci. Sera, pridi noter. Prav, ne premika se, ne vem, kaj naj naredim. Vi stajci? Ločeno. Torej se ni prevalila ali kaj podobnega. Ne, ležala je na hrbtu. Ja. Končal sem. V redu. Kako sta potem vstopila? Nista imela ključa ali kaj podobnega? Ne, ona je imela ključ, ker sem ga pustila. Se je nameravala iti teč. Jaz pa sem prala perilo. Veš, moja hči naj bi bila tam. V redu. Torej, obstaja samo en ključ za stanovanje. Ja, torej obstaja samo en ključ za stanovanje. Pustil si ga zanjo. V redu, ja, za vsak slučaj, če bi prišla in ne bi mogla iti, bi jo morda kdaj peljala na sprehod in se potem vrnila. Zato sem ji pustila ključ. V redu. Bila je počasna, počasi je vstala. Ampak na koncu je prišla gor, zaletela se je v vrata, jih odprla in samo odšla, ter se spet ulegla v posteljo, kot da je bila v nekakšnem transu. In zato sem bila sem nekako zmedena, kaj za vraga počneš. Verige na luček so bile vse prepletene in ventilator je bil ugasnjen. Televizija je bila prižgana, postelja pa je bila razmetana. Pogledala sem v posteljico in zdelo se mi je, da ima nekaj na obrazu, ampak nisem bila prepričana, zato sem prižgala luč in moja prijateljica je bila ves čas tam. In samo videla sem modrice povsod. V redu. Ni bila taka, ko sem zapustila hišo, je bila v redu. Imam video posnetek nje, preden sem odšla od doma, bila je v redu. Je bila edina tam? Da, edina tam. V redu. Edina, nišče ne prihaja na obisk. Ne, nimam. Samo moja družina živi v Grand Rapidsu, tako da ne. Samo midve dve in dojenček. Amber razkrije, da je njena partnerka Savana alkoholičarka v okrevanju. Sprašuje se, ali je to imelo kakšno zvezo s tem, kar se je zgodilo njenemu dojenčku. Ali je znano, da uporablja kakšno drogo? Ne, ona je alkoholičarka v okrevanju. Ne vem, kaj za vraga. Jemlje veliko zdravil. Zdravile na recept? Ja, kot psihotična, bipolarna in vse to drugo. Vse te druge stvari. Ne vem, ampak tam je veliko zdravil, v redu, kakršnikoli. Torej, to ni normalno. Ne. Lahko. Lahko dobim še enega od teh, prosim? Ja, seveda. Naj ti najprej povem. V redu. Lahko, prosim. Tako, torej. Aha. Se bomo vrnili tja, prav? Zdaj, morda mislite, da je v njunem stanovanju Savana morda panična, ali pa vsaj želi izvedeti, kako je z Renzijem. Toda, ko se policisti vrnejo v stanovanje, je Savanino vedenje popolnoma nasproten. Zdi se, da spi v postelji. Šerifov oddelek, oglasite se. Policija. Savana. Savana? To je policija. Zbuditi se morate. Si v redu? V redu. Prihaja nekaj medicinskega osebja, da te pregleda, v redu? V redu. Kaj se je zgodilo tukaj nocoj? Migaš z glavo, ne veš ali mič? V redu. V redu, zakaj ne sedeš? Se lahko sedeš bolj po konci? Savana? Ja. Slišim te. Žujo. Moje ime je Walter, iz nujne medicinske pomoči. Samo želel sem vas vprašati, vi... Imate kakšne zdravstvene težave, ne? No. Ten pa ona je. 31. Okay. Kdo je pliče, to veste? Nismo, v redu. Okay.
V redu, lahko preverimo vaš krvni tlak in podobno? Je bila neodzivna, ko ste vstopili, ali? Za mamo in vse, ki so bili tukaj prej. Bila je neodzivna. Ni odprla vrat. Torej. Šla bom po družinski koledar zate. Ni se premaknila za naju, zato nisem odgovoril na nekatera vprašanja. Torej, no, kar začnite s 4 priključki in uradnim večerom vsi skupaj. Prijavili vas bomo. Po zapisniku primera je bila Savana zdravniško odpuščena in je zavrnila nadaljnje zdravljenje. Toda policisti so ugotovili, da nekaj ni v redu. Slišali smo, da so govorili z Amber. Rekla je, da si alkoholik v okrevanju. V redu. Si danes večer kaj pil? Ne, v redu. Imaš kakšna zdravila ali kaj podobnega pri sebi? Ne, vzela sem svoje zdravila. V redu. Vsa zdravila na recept. Ali ste vzeli več, kot ste morali? Ne, v redu. Niste vzeli nič manj, kot ste morali? Ne. Torej, Amber je rekla, da ste bili prej nekako neodzivni. In ste imeli težave z vstajanjem in odpiranjem vrat. In vi nekako ste imeli težave priti sem in govoriti z nami. Je to običajno za vas ali... Ne, samo... Kadila sem in sem se ulegla, grem spat. Imam mojo malo medvedjo stvar. Kadim, kar je THC, očitno. Vidim vape tam. Ampak pred mano. Ja. Marijuana? Ja, marijuana. Stara si 21, kaj ne? Ja, res imam 21 let. No, taj imaš, potem si v redu. Nisi na probaciji, nisi na pogojnem izpustu, nič takega. To bi ti preprečilo kajenje, kaj ne? Ne. V redu. Torej, koliko si potem kadil? In to je samo THC. Okay. V redu. Torej, nobenih drugih drog v tvojem telesu, razen predpisanih zdravil in nobenega alkohola, prav? V redu? Preiskovalci poskušajo izvedeti Savanino plat zgodbe, vendar se ne spomni ničesar o tem, kaj se je zgodilo prej tistega večera. No, Amber in njen otrok sta trenutno v bolnišnici. V redu. Ste danes popoldne nazadnje skrbeli za otroka? V redu. Dojenčku ne gre najbolje. Zato smo tukaj, prav? Je kaj, kar nam želiš povedati o tem? Ne? Ne, v redu. Mi lahko opišete, kaj se je zgodilo potem, ko je danes odšla v službo? Ona je šla v službo, mi sva šla počivat. Šla sva na sprehod. Ti in dojenček? V redu. Kako je ime dojenčka? Renzi. Renzi, v redu. In sta šla na sprehod, torej je dojenček v vozičku? Ja. Ja. Je šlo vse v redu? V redu. Ni bilo težav z dojenčkom? V redu. Se je danes po noči kaj zgodilo še s kom drugim? Nihče ni prišel na obisk, ko je bila ona v službi? Ne, nihče ni prišel. Redu. In se spomniš, kako so te zbudili? Pošla je iz službe. Ne vem, vedno pride domov pozno, tako da ne vem. Redu? Se ne spomniš? No, Renzi je v bolnišnici. Prekrit z modricami. Je v redu. No, nisem zdravnik, ampak težko je dihala in eno njeno oko je povsem poškodovano. Se spomniš česa, kar se je zgodilo, kar bi nam morda želel povedati?
Policisti obvestijo Savana, da jo bodo aretirali. Preberejo ji njene pravice, zaradi česar začne nekoliko več govoriti. Prav. V redu. Torej. 4-mesečni otrok je v bolnišnici. Ima modrice in poškodovano oko, prav? Nisem prepričan, če bo sploh preživel. Je kar hudo, prav? Ne bom vam lagal. Zdaj, bilo je v redu, ko so ga danes popoldne pustili tukaj pri vas. Šla je v službo okoli 5. ure. Zdaj pa je, ko pridejo domov, ves poškodovan. Ti si edini, ki lahko osvetliš, kaj se je zgodilo. Ne maram ljudem povzročati težav brez pravega razloga. Moramo vedeti, kaj moramo zdraviti, tako trenutno zdraviti Renzija. To je naša glavna prioriteta. Moramo vedeti, kaj se je zgodilo. Povejte nam, da bomo imeli vsaj nekaj možnosti, da ji pomagamo. Da ji pomagamo! Kaj mislite, kaj se je zgodilo? Nič se ni zgodilo. Nič se ni zgodilo. Ravno sem vam povedal za vse poškodbe, ki jih ima. Kako je dobila te poškodbe? No, očitno tukaj. V redu. Si imel kaj s tem? Si bil zraven, ko so se te stvari zgodile? Je bila nesreča? Res? Vsi poznamo 4-letnike, vsi imamo otroke. Ali 4-mesečnike. Vsi smo že bili v takšni situaciji. Tako da vemo, kako je. Imaš veliko otrok? No. Nisem si na prvi strani mojega seznama, ja. On jih ima več kot vsi mi. Jaz imam samo enega. 10 let je star. Čakaj. Samo enega. Samo enega. Vsi to vemo. Otroci so lahko, še posebej v tej starosti, ko jokajo, precej naporni in ti hitro gredo na živce. Trenutna prednostna naloga je skrb za Renzija. In najboljši način za to je, da ugotovimo, kako so poškodbe nastale. In ti si edini, ki ima kakršenkoli vpogled v to. Moramo vedeti, kako so te poškodbe nastale, da lahko pomagamo. Šli sva na sprehod. Vrnili sva se. V redu. Ob kateri uri sta šla na sprehod? Bilo je okoli 5. Ob kateri uri je šla v službo? Šla v 5. V redu? Nič. Kako dolgo sta že skupaj? 3 mesece, 4 mesece. 3-4 mesece. V redu. Rekla je 4 mesece, tako da je dobro, da se ujemata. Renzi je star 4 mesece, torej si bila tukaj. Ona je bila z Renzijem celo njegovo življenje, od začetka. V redu, torej si rekel, da si jo peljal na sprehod okoli 5. ure. Ja, bilo je okoli 5, malo po 5. In si jo peljal v vozičku. Ali si jo vlekel? Sem jo vlekel, prav, je preveč debelušna za to. Prav. In kam sta šla? Samo šla sva, tukaj je ena mala potka. Savana pravi, da sta se z Renzijem vrnila s prehoda. Naročila je DoorDash in gledala sta televizijo. Vendar vztraja, da se ne spomni trenutka, ko se je Renzi poškodoval. Torej, ko je bil Renzi poleg tebe, si rekel, kako je sedela? Ona ne, jaz sem bil. V redu, samo nasloni se nazaj ob, ja. Kje? Je že prišla do točke, ko sama sedi ali... Tako zelo blizu je. V redu? Sej sedi, ampak če ne držiš ravno tukaj, bo nekako padla na obraz. Ali pa bo padla na obraz? Ja. Torej, ali ona pada na obraz, medtem ko vi gledate televizijo, ali je v posteli z vami in samo počiva, ali kaj? Gospod Townsend je eno bacon, roza, tomček. Ja. In potem takoj na vaši desni? Ja. Ja. Majhen okrogel stol. Ja. Ne, sama ne znadala sem. Recimo sedela bo v tem in potem bo v redu. In potem kar naenkrat ti bo dala vedeti, ko bo utrujena. Redo? In je, tako da sem jo potem pustila tukaj. Kdaj približno je bilo to? Ni treba, da je točen čas, samo približno, 6. Malo po 6.
Torej za sprehod okoli 5. Ne vem točno, ampak bilo je precej čez 6. Malo potem, ko si se vrnil. Ja. Potem si pripravil večerjo. To je bila moja druga večerja. Si hobit, druga večerja, drugi zajtrk? Ne samo. Res imam rada hrano. Ne krivim te, zveni dobro. V redu, torej si jo potem položil tja na posteljo in je zaspala. Kako pridna dojenčica je? Je sitna, veliko joka? Komaj kaj. Ali stika za vsem? Ne, potem je pridna? Dobro, ona še ni tako stara. Ne, raziskuje in... Ne, še vedno je samo majhna dojenčica. Policisti vedo, da Savana ne pove vsega. Zato jo prosijo, naj opravi alkotest in jo ujamejo na laži. Torej danes večer nisi pila? Prej si nam povedala, da nisi. Nisem se zavedala, da mi postavljaš to vprašanje. Rezultat je 156, kar je zakonito. Ne voziš, tako da ne kršiš nobenih zakonov. Ampak, Ja, oprosti, nisem mislila tega narediti. Ne. v redu si. Sem poskušam, ker prej ko smo te vprašali, ali si nocoj pil, si nam rekel ne. Nisem se zavedal, da ste vprašali, če sem. Ja, oprosti. Centralna, 21. in 19. ulica. In samo naključno vprašanje. Zakaj imaš ti te hlače oblečene, oni pa tiste hlače? Ker jaz delam za mesto, on pa dela za okrožje. Kaj pa si potem pil? Sam upam, da ni tisti fireball tukaj. Hej! Kdaj približno je bilo to? Bom, veš kaj, naj pogledam na koledar. V redu. Je to v redu? Ja. Alkohol se verjetno ne meša dobro z vsemi temi zdravili, kaj ne? Mislim, da ne. Ja. Prekletstvo. Lahko si celo naročiš Fireball preko DoorDasha. Mislim, da se spomnim vseh tistih reklam, kjer pokažejo, kaj vse si lahko naročiš, ne samo hrane. Vse. Veš, greš naravnost v trgovino s tem in si svoboden in zelen skoraj. Danes ti sploh ni več treba zapustiti hiše. Si me slišala? Oprosti. 5:51. To imam televizor. Okay. Popoldne ob 5:51 včeraj? Ja. Takrat je bilo dostavljeno. Prav. Po poročilu policijske uprave je Savana Miller na alkotestu napihala nič vejca 156. Vprašali so jo, kje so njene prazne stekleničke Mini Fire in rekla je, da so v kuhinjskem smeteh. Po besedah policistov so na dnu smetnjaka našli plastično vrečko zavezano v vozel. V vrečki je bilo 8 praznih stekleničk. V poročilu piše, citiram: Ko so jo vprašali glede stekleničk, je Millerjeva izjavila, da jih je vse popila tisto noč. Ko so jo vprašali zakaj, je lagala. Bila je zmedena in se ni spomnila, da bi rekla, da ni pila. Nato pa, da je popila le 2. Ko so jo vprašali, kje sta zadnji 2 steklenički, ni vedela in je rekla, da je verjetno popila. Pripeljali so jo na policijsko postajo na zaslišanje in priznala je, da je bila tako pijana, da je imela alkoholni mrk, ko bi morala skrbeti za Renzija. Imaš težave zaradi pitja in to z dojenčkom. Razumem. Ker ni treznega skrbnika. Cenim tvojo iskrenost. Mislim, da to ni lahko. Vidim, da ti ni. To mi je samo dalo misliti, da... To je jasno že iz tega, da te vidim v zaporu. Ko sem videla tisto buško, sem pomislila, da moja mama me nikoli ni pretepla do onemoglosti. Bila je ena tistih, ki je po nesreči udarila, veš. Bi me spotaknila in potem rekla, ups, padla sem. Nikoli mi ni pretepla do onemoglosti. Ampak moja mama mi je dala kar nekaj bušk. Ja, bila sem v redu. Mislim, da jih imamo vsi nekaj tu in tam. Nekateri so hujši kot drugi, veš. Kot sem rekel, mislim, da ti nisi takšna oseba, ki bi to naredila namenoma. Nikoli ne bi. Prepričana sem v to. Otroka bi pustila samega doma preden. Ali pa bi poiskala soseda. Mislim, da bi zapustila situacijo prej. Zveni, kot da si bil popolnoma pijan. Kot da so se zgodile slabe stvari. To je neumno. 4 preklete mesece. Torej, poleg tega, da je dojenček padel z postelje, udaril v prag vrat pri kuhinji in padel z kuhinjske omarice, kaj bi se še lahko zgodilo dojenčku, da bi bile njene poškodbe še hujše, ker so res hude? Samo poskušam razumeti.
Poskušam razumeti, kako so lahko tako hude. Videti je, kot da je bilo namerno, Ampak spet ne mislim, da ste takšna oseba. Samo poskušam pojasniti tako veliko število hudih poškodb. Ali lahko rečemo, da so se lahko po noči po nesreči zgodile tudi druge stvari? Nikoli je ne bi po nesreči poškodovala. No, se je ne bi namerno poškodoval. Ja, mislim... In ne pravim, da bi to storil, ker se mi spet ne zdiš takšna oseba. Ampak, ali je mogoče, da so se zgodile tudi druge naključne stvari? Mislim, da bi se lahko. Bila sem pijana in očitno popolnoma zadeta, ampak ne mislim tako. Se lahko česa spomniš? Se česa spomniš? Savana je obtožena hude zlorabe otroka in hudega napada. 4-mesečna Renzi McCall ostaja v bolnišnici, potem ko je prestala nujno operacijo na možganih zaradi otekanja glave. Medtem Savana Miller ostaja v zaporu. Preskočimo na 22. julij. Amber McCall jo zaslišuje policija. Detektivu pove, da je bila s Savana v zvezi le nekaj mesecev. Spoznali sta se na rehabilitaciji, zato pravi, da ne ve, kakšna je Savana, ko pije. In rekla sem: Savana, kaj za vraga si naredila moji hčerki? In ona je rekla: Renzi je v redu. In jaz sem bila: ne, ni v redu, kaj za vraga ni, kaj si naredila moji hčerki? In ona je samo ležala tam, ulegla se je nazaj, položila si je blazino čez glavo in ni naredila ničesar, samo ni odgovorila. Ves čas sem kričala in vpila, potem ko je rekla, da je Renzi v redu. Nisem dobila ničesar. Od nje. Mi lahko opišete Renzine poškodbe? Kaj ste videli, ko ste prižgali luč? Samo poškodbe so bile povsod, tukaj je bila modrca, na očesu ima prasko in je bila čist, druga stran njenega telesa je bila tona motric in podobnega. In tudi okoli boku je bilo nekaj tazga povsod. In obnašanje Savane tisto noč. Je bilo to neobičajno? Da. Torej prej. Bila je popolnoma nezavestna in sploh ni reagirala. Ne vem, če je kaj vzela, ker jemlje tudi zdravila za različne duševne težave. Torej, če bi to kombinirala z alkoholom, predvidevam, da te lahko popolnoma izklopi, lahko pa je bil samo alkohol, res ne vem. Ampak bila je, kot ni bilo... Ona, ne vem, bila je dovolj zadeta, da bi naredila kaj takega. In to je vse, kar... Njeno obnašanje je bilo popolnoma izven vseh meja. Kot da je noro, ker pač je noro. Obožuje Renzi. Zato ne vem, zakaj bi ona to naredila. Resnično ne morem razumeti, zakaj bi ona to naredila mojemu otroku. 2 dni po tem intervjuju se primer doživi tragičen preobrat. Po Renzičini operaciji je še vedno doživljala otekanje možganov in napade. 24. julija 2024 je Amber McCall policiji povedala, da se je njihova družina po pogovoru z bolnišničnim osebjem sprejela težko odločitev, da odstranijo Renzičin ventilator, in istega dne je umrla. Poleg obtožb zaradi zlorabe otroka so tožilci zdaj Savanah obtožili še uboja. Sodni dokumenti so razkrili, da je imela Savana obsežno zgodovino s Centrom za socialno delo zaradi svojih lastnih otrok. Po sodnih zapisih je imela več kot 100 prijav zlorab in zanemarjanja na Centru za socialno delo v obdobju 4 let. Kljub temu naj otrok Savanah ne bi odvzeli iz njene oskrbe. Savanah ostaja za zapahi do sojenja. Sodni dokumenti pravijo, da je 27. avgusta, mesec dni po smrti Renzi, Savana iz zapora stopila v stik z Amber. Po klicih, ki jih je pridobil portal Law & Crime, je Savana več tednov poskušala stopiti v stik z Amber. Nimam ti ničesar za povedati. Nimam ničesar za povedati. Ne samo. Ne. 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 Ne vem, kaj za vraga. Govorim s tabo. Ne vem, kaj za vraga. Kaj za vraga? Zakaj? Kaj? Zakaj? Sploh ne bi smela biti vprašana. Sploh nočem vedeti, zakaj. Ti samo. Ljubil si jo.
Ne razumem. Si jo res? Ne, resno, stari. Res se niti ne trudim. Smejim se, ker sem v popolnem šoku trenutno in res sploh ne... Sam poskušam ugotoviti. Sploh ne vem, stari. Ne spim, ne jem. Jaz... Jazz. Dobim jebeno ogrlico. Jaz sem te resnično imela rada. Resnično, kot... Sploh ne razumem. Ne razumem, kot... Savana, kot in nikoli se ne bo vrnila, stari. Kot ni je več. Mislim, ne vem, stvar je, ne dvomim, da je nisi imel rad, ampak kot... Ne dvomimo, da si jo imel rad, ampak kje si jo imel rad? Kjer bi jo imel rad, obdrži to zase, stari. Nisi tega naredil. Nisi tega naredil. Zakaj? Ne vem zakaj. Sploh ni pomembno. Jaz sem hitro prebolela vprašanje zakaj, ker karkoli rečeš, stari, je ne bo vrnilo nazaj. Tako da sem to prebolela, ampak samo... Pač... Uživaš na prostosti. Ne morem verjeti. Že samo dejstvo, da se je karkoli od tega sploh zgodilo, je noro. Cela situacija, vse skupaj, vse od začetka do konca je popolnoma noro. Primer Savana Miller nikoli ne bi prišel pred poroto. V začetku leta 2025 ni ugovarjala obtožbi za umor 2. stopnje in zlorabo otroka 2. stopnje. Junija 2025 se je Savana zadnjič srečala z Amber med izrekom kazni. Nikoli v milijon letih si nisem predstavljala, da bom v sodni dvorani in go morala sodniku izraziti svoje najgloblja čustva. Tako zlobni, sebični, ljubosumni osebi, ki je ubila ljubezen mojega življenja, ne moram opisati. Globine sovraštva, ki ga čutim do tebe, zaradi tega, kar si naredila mojemu otroku, ne moram opisati z besedami. Zaradi tega, kar si naredila meni, moji družini, mojim prijateljem. Tega si nisi zaslužila. Savana se je odločila prebrati vnaprej napisano izjavo. Med drugim je povedala, da upa, da ji bosta Amber in njena družina nekega dne odpustili. Na svetu ni dovolj opravičil, ki bi jo lahko vrnila. In če bi jih bilo, bi izrekla vsakega posebej. Iz vsega srca se iskreno in skesano opravičujem. Sodnik je Savano obsodil na do 10 let zaradi zlorabe otroka in na med 40 in 80 let zaradi uboja 2. stopnje. Savana Miller naj bi zahtevala ponovno obravnavo svoje kazni, vendar je sodnik odločil, da kazen ostane nespremenjena. Spletni zapisi pri michiganskem oddelku za izvrševanje kazenskih sankcij kažejo, da je njen najzgodnejši datum izpusta julija leta 2064 in takrat bo v svojih 70 letih. Hvala, ker ste se mi pridružili v tej epizodi oddaje Inside the Crime. Sem Elizabeth Miller in se vidimo spet v ponedeljek z novim primerom.